Zdaj že lahko potrdimo, da je holding Slovenske elektrarne z ameriško industrijsko skupino General Electric, ki je pred 6 leti prevzela francosko družbo Alstom, podpisal 261 milijonsko poravnavo. Holding je tožbo za povrnitev škode zaradi protipravnega ravnanja ob gradnji 6. bloka termoelektrarne Šoštanj na arbitražnem sodišču na Dunaju vložila v začetku leta 2017. Več Eva Furlan. 261 milijonski dogovor o poravnavi je sklenjen, pri tem pa gre za izplačilo skoraj 139 milijonov, pri čemer je te že dobil nakazanih 131 milijonov. Poravnava določa tudi dobavo servisnih storitev v vrednosti 110 milijonov, ter še za okoli 12 milijonov drugih prihrankov in povračil stroškov. V zameno bosta HSE in TEŠ umaknili tožbo in se odpovedali nadaljnjim arbitražnim odškodninskim zahtevkom. Zgodba TEŠa se je začela že leta 2006, 3 leta kasneje pa je takratni direktor Uroš Rotnik podpisal usodno pogodbo s predstavniki Alstoma. Če je sprva ta znašala 654 milijonov evrov, je v poznejših letih zrasla na več kot milijardo evrov. Rotnik, ki je eden izmed glavnih osumljencev v zadevi TEŠ6, danes na vprašanje, katere pogodbe je še podpisal, odgovarja. Poleg osnovne pogodbe je bil še aneks 1, kateri je dejansko znižal vrednost investicijske opreme iz 800 milijonov na 720 milijonov. Za tem aneksom pa je bilo podpisano še vsaj 30 dokumentov, aneksi plus dodatki, za katere pa dejansko ne morem komentirati, niti nisem pooblaščen, da govorimo o tej vsebini. Rotnik se je z mesta direktorja moral posloviti novembra 2010, je pa predtem vlada Boruta Pahorja imela možnost, da ustavi naložbo v TEŠ6, a je ni. Zato je leta 2018 parlamentarna preiskovalna komisija največjo politično odgovornost prisodila prav nekdanjemu premierju Borutu Pahorju in ministroma za finance in gospodarstvo Francu Križaniču in Mateju Lahovniku. Stranka SMC je takrat predlagala tudi, da bi trojico kazensko ovadili. V nekem določenem trenutku je lahko zelo oportuno nekaj naznaniti in potem, ko se to izkaže za neresnično. Lahovnika, ki je leta 2010 odstopil, je zamenjala Darja Radić, ki poroštev za najdražjo naložbo brez trdnih dokazov, da bo projekt donosen, ni želela dati. Kasneje je povedala, ko je bil direktor takratni premogovnika Velenje pri meni, v zadnjem je skoraj z njegovim življenjem, ne skoraj, z življenjem je garantiral, da je to ta prava cena tega premoga. Konec leta 2012 je Državni zbor po več let trajajočih sporih le potrdil zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe, ki je vrednost investicije potrdila pri 1,4 milijarde evrov. Leta 2014 in 2015 pa so celjski kriminalisti podali 5 kazenskih ovadb. Maja lani pa je tožilstvo vložilo obtožnico proti 14 osumljencem na čelu z Rotnikom. Kot sem bil seznanjen, je tožilstvo vložilo obtožnico na preko 1300 straneh. Ne vem sploh ne, ali takšna obtožnica doslej sploh obstajala na takšnem masi podatkov. Sojenje v zadevi TEŠ6 se še ni začelo, zadeva pa zastara čez 7 let. Medtem pa obratovanje premogovnika Velenja do leta 2054, kolikor je tudi življenjska doba TEŠa6, ne bo smiselno, je že povedal trenutno prvi mož holdinga Slovenskih elektrarn. In v studiu pozdravljam Uroša Podobnika, poslovnega direktorja holdinga Slovenske elektrarne. Dober večer. Dober večer. No, nekaj smo sicer še slišali tudi v prispevku, kakšna točno je ta poravnava, kakšen je dogovor, koliko je v denarju, koliko v kompenzaciji in za kakšne kompenzacije gre. Tako kot ste pojasnili v prispevku, v denarju je to 138,7 milijonov oziroma 131 milijonov evrov je bilo prejeto na račun danes. 8 milijonov evrov pa bo prejeto na račun januarja naslednje leto, torej na bančni račun TEŠa. Preostanek, ki je bil v prispevku označen kot druge storitve in vzdrževanja, se nanaša predvsem na redne remonte, ki bodo v TEŠu6 sledili od letošnjega leta pa do leta 2029-2030. Torej 3 redni remonti, ključno vzdrževanje, napredno vzdrževanje bloka 6 ter na digitalizacijo elektrarne, ki pomeni predvsem to, da bo elektrarna delovala z boljšim izkoristkom in bo bolj razpoložljiva za slovenski elektroenergetski sistem. So pa še drugi prihranki, ki se nanašajo predvsem na nekatere, v narekovajih, manjše izpogajane zneske, ki do neke mere spreminjajo tudi osnovno pogodbo, predvsem TEŠu olajšujejo odpravo napak ob sami izgradnji. No, kaj pa pričakuje ta ameriška korporacija v zameno? To je 1/4 milijarde evrov, ne? Velik denar.
Tako, to je velik denar, tako kot ste povedala. Pričakuje pa to, kar se običajno zgodi ob izvensodnih poravnavah, in to je, da so civilna razmerja med družbo TEŠ oziroma HSE in sedaj General Electricom, prej Alstomom, v celoti urejena. To pomeni umik arbitražnih zahtevkov in skupno pot naprej. To z naše strani, ne? Tako, z naše strani umik in seveda Tako, tudi z njihove. Tako. Je to, kar se je zgodilo, v bistvu neke vrste priznanje, da je šlo v tem poslu z Alstomom nekaj narobe, ne? Vemo, slišali smo v prispevku, teče preiskave pri nas v neskončnost, se ne premaknejo. Je to v bistvu nek tak prvi otipljiv dokaz, da je bilo v poslu nekaj zelo narobe? Mislim, da razmišljate v pravo smer. Družba General Electric se je odločila, da zahtevke, ki jih je TEŠ oziroma HSE vložil zoper to družbo, sanira na tak način, da izplača odškodnino, delno v denarju, delno v storitvah, v ocenjenem znesku 261 milijonov evrov. Torej, očitno je prišlo do ravnanj, ki so družbo General Electric navedle na to, da se to odškodnino izplača. Nismo pa se v civilnem postopku, ker smo se poravnavali, ukvarjali s tem, kdo je kriv, kdo ni kriv, ampak smo se ves čas od prvega dne ukvarjali predvsem s tem, da družbi TEŠ oziroma HSE povrnemo čim večji znesek utrpele škode, po našem mnenju utrpele škode. Se pravi, s tem, kdo je kriv, kdo ni kriv, se ukvarjajo pa organi pregona, ki pa delajo zelo počasi, kot smo slišali tudi v prispevku. Kaj ta poravnava v bistvu pomeni pa za lokalno okolje? Za lokalno okolje bi težko rekel, da bo imela neposredno vpliv. To pa zato, ker je primarni namen, kako družba TEŠ oziroma HSE namerava porabiti prejeti denar, to, da poplača kredite, obstoječe kredite, ki so bili najeti predvsem za namen izgradnje bloka 6. Je v ozadju te poravnave tudi kakršenkoli neuradni, neformalni dogovor, morda z Američani o izgradnji drugega bloka nuklearke, ne? Vemo, da se o tem veliko govori, ne špekulira. Ja, te špekulacije sem tudi sam slišal. Torej, jaz sem predstavnik poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne. Holding Slovenske elektrarne ne vodi investicije v drugi blok nuklearke. S tem se ukvarjajo v naši sestrski družbi, oziroma se bodo morda ukvarjali. Tako da ne, to ni bil predmet nobenih pogovorov. Kako so pa potekala ta pogajanja, lahko kaj poveste? Pogajanja so se pričela v letu 2017, konec leta 2017 in so sledila vložitvi arbitražnega zahtevka zoper družbo, takratno družbo še Alstom, potem preimenovano General Electric. Potekalo so pač tako, kot običajno pogajanja potekajo, kdaj malo hitreje, kdaj malo počasneje, ampak bistven preboj v teh pogajanjih je bil dosežen nekako v drugi polovici leta 2018. Potem pa so sledila precej operativno zahtevna dejanja za izvedbo tega dogovora. In to je zdaj končano, ne? Ste rekli, denar je že nakazan, ne? Tako. Ali je plinsko-parna elektrarna v Šoštanju tudi del tega dogovora? Plinsko-parna elektrarna je po naših pogledih eden izmed, ne edini, ampak eden izmed možnih načinov prehoda iz primarne proizvodnje, se pravi, ki smo imeli sedaj iz premoga, proti dejansko obnovljivim virom, kot so voda, sonce in tako naprej. Tako da mi razmišljamo o teh stvareh, ampak ni bilo pa to nikakršen predmet dogovora z GE. Se pravi, to ni del tega dogovora. Tako. Vi pa razmišljate o tem, ne? Drago bi bilo to, ne? To bi bilo zelo draga investicija, posebej v luči tega, da cene emisijskih kuponov, ki se seveda plačujejo v nekoliko manjši meri, ampak tudi pri plinskih elektrarnah, ta cena se precej viša, tako da razmišljamo o tem, vendar je to še v bistvu preuranjeno reči, da je to investicija, ki se bo morda nekoč povrnila. Ko ste že sami omenili, nekoliko recimo ti emisijski kuponi sledijo HSE? Mi ne gledamo samo ceno emisijskih kuponov, ampak gledamo ceno skupaj z prodajno ceno električne energije. In v zadnjem času opažamo trend, ko se cena električne energije stagnira ali rahlo raste, medtem ko cena emisijskih kuponov močno raste. In skrbi nas predvsem trend. Se pravi, trenutno je to precejšnji izziv za poslovanje TEŠ-a. Če se bo ta trend nadaljeval, bo to še malo večji izziv za poslovanje TEŠ-a, ampak smo že pristopili tudi k neki koordinaciji pa iskanju rešitev v tej smeri s pristojnimi inštitucijami v Republiki Sloveniji. Cilj pa je seveda zagotoviti stabilnost elektroenergetskega sistema in seveda s tem tudi družbe TEŠ za neko srednjeročno obdobje. Najlepša hvala za ta pojasnila in za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam.